smo danes v skladu z napovedmi opravili sejo nadzornega sveta, na kateri smo pod prvo točko imenovali novega člana uprave, zadolženega za operativo in infrastrukturo. To je gospod Andraž Novak, zaposlen v Luki Koper. Odločitev med dvema kandidatoma je bila težka in mi smo se obema zahvalili sploh za pogum, da sta se odločila, da kandidirata za to mesto, ker vam moram povedati, da ni bilo tako lahko sploh pridobiti usposobljenih kandidatov, ki so bili pripravljeni v tej, bi rekla, napeti situaciji sploh kandidirati. Imeli smo še dve točki dnevnega reda, oziroma 3 točke dnevnega reda, in sicer poročilo revizijske komisije, poročilo Komisije za operativo in infrastrukturo in pa točko poslovnega načrta za leto 2014. Skupna ugotovitev obeh komisij in v nadaljevanju nadzornega sveta je bila, da poslovni načrt še vedno ni pripravljen v skladu z usmernicami, ki jih je dal nadzorni svet. Zato je naložila upravi, da dopolni poslovni načrt, tako da poslovni načrt Luke Koper za leto 2014 ni bil potrjen in ni bil sprejet in bomo navedene točke obravnavali na naslednji seji nadzornega sveta 14. februarja. Pod točko razno smo seveda obravnavali vprašanje predsednika uprave, gospoda Mišiča, z vidika dveh elementov. En element, ki je za nas kot člane nadzornega sveta ves čas zelo pomemben, je vprašanje nesposobnosti družbe, da pripravi kvaliteten poslovni načrt za leto 2014 z utemeljitvijo potrebnosti investicij in učinkovitosti investicij. In druga točka je bilo vprašanje eventuelnih oziroma vprašanje stališč, vezano na pred nekaj dnevi ugotovljeno vožnjo gospoda Mišiča v vinjenem stanju. Imeli smo dolgo razpravo, izmenjali različna stališča. Gospa Mozetičeva je resnično zaradi zdravstvenih razlogov zapustila sejo ob 14:30. Na nadzorni svet je bil podan predlog glasovanja o sklepu, da se gospoda Mišiča iz razlogov po 2. in 4. alineji 4. odstavka 268. člena ZGD zaradi nesposobnosti vodenja poslov in drugega ekonomsko-poslovnega razloga odpokliče z mesta predsednika uprave Luke Koper. Ko je bilo dana ta točka na glasovanje, so predstavniki zaposlenih sejo nadzornega sveta zapustili. Vezano na to je nadzorni svet lahko samo ugotovil, da v skladu z 29. členom statuta ne more glasovati o razrešitvi gospoda Mišiča, ker je za imenovanje ali razrešitev predsednika uprave, člana uprave potrebna prisotnost 2 članov nadzornega sveta, 2/3 članov nadzornega sveta, kar v konkretnem primeru ni bilo doseženo. Tako da dejansko smo imeli obstrukcijo v parlamentu. Ker glasovanje ni bilo možno, so ostali prisotni podali svoja stališča do tega predloga in se strinjali, da poslovni načrt ni primerno pripravljen, da investicije, njihova višina in narava bistveno odstopata od realizacije prejšnjih let, kar kaže na premalo skrbno načrtovanje strani uprave, da je predsednik vozil službeno vozilo v vinjenem stanju, s tem povzročil najmanj negativni medijski odziv, hvala Bogu se ni zgodilo nič, nobena nesreča, in s tem nesporno škodil ugledu družbe. S tem je kršil svojo pogodbo o zaposlitvi, svojo pogodbo o uporabi službenega vozila in etični kodeks družbe Luka Koper.
Prav tako opažamo že ves čas od začetka delovanja v nadzornem svetu, v novi sestavi, tudi operativne težave pri izvajanju sklepov nadzornega sveta, kar kaže ne samo na probleme v upravi, ampak tudi v celotnem poslovanju družbe Luka Koper. Ker Luka Koper potrebuje konsistentno in stalno upravo. Statutarne rešitve pa ne omogočajo izvajanja nadzora Luke Koper v delu, ki se nanaša na imenovanje in odpoklic uprave. Pozivamo vse lastnike družbe, ne govorim o večinskih lastnikih, govorim o vseh lastnikih družbe, ki v tem trenutku, bi rekla, s tožbo onemogočajo vpis statuta družbe Luke Koper v sodni register, da ukrenejo vse, da omogočijo učinkovito imenovanje in razreševanje uprav družbe s ciljem zagotavljanja optimalnih rezultatov družbe. Mislim, da takvi pristopi, kot so zdaj v družbi, ne pomenijo nič dobrega, če zdaj dodam bolj svoje mnenje, niti za Luko Koper, niti za korporativno upravljanje v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju smo pozvali gospoda predsednika uprave Gašperja Mišiča, da takoj pripravi poslovni načrt za leto 2014 skladno s smernicami nadzornega sveta, s sprejetimi predlogi za povečanje produktivnosti, ki jih je nadzorni svet že dvakrat obravnaval, in potrjenimi ključnimi kazalniki uspešnosti poslovanja. Zaradi kršitve določil 3. člena pogodbe o uporabi službenega vozila tudi družba odpoveduje pogodbo glede uporabe službenega vozila. Ob tem bi pa rada vendarle nekaj poudarila, da ne glede na vse navedeno, smo se vsi člani nadzornega sveta danes strinjali, da je pozitiven prispevek gospoda Gašperja Mišiča v razvoju Luke Koper v tem, da je dosegel začetek procesa poglabljanja pristanišča in s tem premaknil za, bi rekla, zelo pomembno točko za razvoj Luke Koper iz mrtve točke, kjer je ta zadeva že nekaj let. Ker če tega ne naredimo v Luki Koper, pač stagniramo, stagniranje pomeni umiranje. To so elementi, o katerih se nadzorni svet, bi rekla, danes poenotil, za katere sem vam porabila mičkeno več časa, ker mislim, da bi bilo pomembno, da to razumemo. Ne samo, bi rekla, tisti, ki smo sedeli zgoraj in gospod Mišič, temveč tudi vsi zaposleni v Luki Koper, ki mislim, da morajo strniti vrste v podporo katerikoli upravi in v, bi rekla, konstruktivni kritiki uprave s ciljem, da družba normalno posluje. Namreč največji rizik, v kateri v tem trenutku Luka Koper so stalne menjave uprav družbe in, če zdaj temu rečem, tudi stalne menjave nadzornih svetov družbe. Tako da se mi tudi v svojem delu stalno srečujemo s tem, da pravzaprav se pogovarjamo o tem, kaj kdo lansko leto ni naredil ali pa kdo ni naredil to pred 2 leti, ampak tisti, to so itak bliže drugi. Jaz mislim, da je takšno obravnavanje družbe napačno. V tem kontekstu bi tudi vas pozvala, ker med vami je kar precej novinarjev, ki bi morali strokovno poznati stvari, o katerih sem danes govorila, da pristopimo vsi skupaj k odgovornemu obravnavanju teh problemov v slovenski družbi. Torej, danes ste bili nesklepčni, torej niste o ničemer mogli glasovati? Mi smo izpeljali vse točke nadzornega sveta, izjema točke, v kateri nismo glasovali, je točka, ki po statutu, za katero se po statutu zahteva 2/3 večina in za katero je bila izpeljana obstrukcija izključno strani zaposlenih, to bi bila poudarila, ker je gospa Mozetičeva prosila že, bi rekla, pred par dnevi, če lahko zaključimo sejo do 2. ure,
kar nikakor ni bilo mogoče, ker je imela vnaprej napovedan zdravstveni pregled in smo poskušali narediti vse, da bi lahko sodelovala pri teh odločitvah. Bi nov statut spremenil zadevo? Tak statut, kot je bil predlagan, ali drugačna oblika, ki bi omogočala, da pravzaprav večina prisotnih članov glasuje o katerikoli točki dnevnega reda, ne pa da samo posamezno skupino deležnikov družbe daje v prioritetni položaj. Se pravi, da si pravzaprav z obstrukcijo lahko dovoliš, da blokiraš odločanje o določenih vprašanjih, bi spremenilo današnjo odločitev. Če bi bili sklepčni, kako bi vi osebno danes glasovali ob tej zadnji točki? Poglejte, jaz lahko nesporno povem, da bi glasovala za razrešitev gospoda Mišiča, ne glede na to, da smo se soglasno strinjali v točki, ki sem jo povedala, da je gospod Mišič premaknil eno zadevo v Luki Koper, ki je za Luko Koper izjemno pomembna, in kljub temu, da bi verjetno takšna današnja odločitev lahko vplivala na to, da bi se začete stvari na poglabljanju v Luki Koper upočasnile. Kljub temu bi ravnala kot sem, ker pač tudi, kar vam paše citirate, drugo pa ne, ker jaz sem že zadnjič povedala, da je moja toleranca do nekih dogodkov ničelna.